V nedeljo se v Veliki Polani pričenja Pomurski poletni festival, ki letos praznuje 20 let. V 8 dneh organizatorji pripravljajo zanimivo dogajanje, različne koncerte in druženje ob športnih in drugih prireditvah. Skozi 20 let so v Veliki Polani skupno pripravili 155 festivalskih dni. Več o tradiciji in o letošnjem programu Pomurskega poletnega festivala pa več naša današnja gostja. Urška Ritlop-Horvat, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Skozi 20 let ste torej pripravili pestro dogajanje, prav vsi dogodki so bili verjetno posebni. Ja, vsi dogodki so bili posebni, vsako leto posebej je bilo na nek način posebno, ker ste že izpostavili teh 155 festivalskih dni, smo ravno ob tem jubileju pripravili tudi takšno kratko statistiko, pa jo morda povemo tudi gledalkam in gledalcem. Več kot 240 koncertov se je zgodilo v teh 20 letih, več kot 100 športnih tekmovanj, več kot 30 gledaliških dogodkov, več kot 20 izobraževalnih dogodkov, več kot 15 tudi partnerskih prireditev, 6 kuharskih tekmovanj, postavljali smo Guinnessov rekord v kuhanju največje bujte repe in vse skupaj je nekako si ogledalo več kot 800 tisoč navdušenih obiskovalcev. Seveda vsak od njih nosi sabo svoje doživetje Pomurskega poletnega festivala, še prej morda polanskih dnevov in to je res tisto, kar omogoča Pomurski poletni festival tudi letos. No, organizacija te večdnevne prireditve vsekakor ni mala. Organizacija ni mala, ampak organizacijski odbor oziroma upravni odbor 11-članski nekako poskrbi za zasnovo, potem se nam pridružijo tudi člani Društva Štrk Slovenija, ki je organizator festivala in potem še tudi drugi, ki pridejo prostovoljno tako ali drugače pomagati in festival podpirajo. No, kot smo že na začetku povedali, tudi letos festival traja 8 dni, pričenjate že v nedeljo. Kako boste odprli letošnji festival? Tako je, letos pričenjamo malo drugače. Ob 13:30 se začne s tekmovanjem Štrk si. To je tekmovanje, ki ga prirejamo drugič zapovrstjo. Pravzaprav je lansko leto doživelo na zelo dober odziv, tako gledalcev kot tudi tekmovalcev in smo ga seveda pustili v naši festivalski vsebini. Je zanimivo zato, ker poteka pretežno v zraku. Torej, eden od članov ekipe mora biti preoblečen v maskoto štrka. Gre tudi za promocijo oziroma za ozaveščanje o pomenu bele štorklje v Pomurju, lokalno pa tudi širše seveda. Velika Polana je navsezadnje tudi Evropska vas štorkelj, tako da bo ob 13:30 začetek Pomurskega poletnega festivala s tem dogodkom. Med tem samim dogodkom oziroma nekje v tekmovalni pauzi bo nastopil akrobatski vrhunski pilot Peter Podlunšek, domačin, prepričana sem, da ga dobro poznajo ljudje, edini, ki pravzaprav kot Slovenec nastopa na Red Bull Air Raceu in to bo še eno zanimivo doživetje prvi dan festivala. Zvečer pa potem glasbeni oder otvori skupina Blue Planet, ki nas že tudi vrsto let spremljajo kot spremljevalne skupine oziroma predskupine glavnih nastopajočih. Za njimi pride na oder Severina. No, koncerti pa se bodo vrstili skozi 8 dni. Morda na tem mestu poveva, koga vse ste povabili, kaj ste pripravili za večerno dogajanje? Ja, če tako na hitro greva skozi večerno dogajanje, najprej od ponedeljka do potem zadnje nedelje. V ponedeljek se predstavi domača skupina Plamen, potem za njimi Klapa Kambi. V torek je neko posebno dogajanje, vendarle prvič v teh 20 let festivala pripravljamo nek DJ večer oziroma večer z DJ-ji. DJ Dejan Din in DJ Tim Urbanija, slovenska DJ-ja, bosta nastopila in potem DJ Niki Beluči. Gre za DJ-ko evropskega merila, sicer prihaja iz Madžarske in verjamem, da bo to tudi eden izmed edinstvenih dogodkov. V sredo skupina Tropik in Dekvašen Retašaj, ki so se odločili, da bodo na festivalu praznovali 13. obletnico. Potem četrtek je namenjen prazniku slovenske narodno-zabavne glasbe, tokrat tudi malo drugače, kar 5 ansamblov gostimo, polanski zvoki, slovenski zvoki, potem pa ansambli Trim, Štrk in Petka. Kar se glasbe tiče, tudi vikend obeta veliko. V petek skupina Energy, Bigfoot Mama in Leteči odred, v soboto 3 Fertale na 10 in Prljavo kazalište, v nedeljo pa zaključimo Stanjo Žagar in Avanturo. No, sicer pa ste pripravili tudi pestro popoldansko dogajanje.
Tukaj lahko omenimo tudi športne prireditve in tudi druge družabne prireditve, ki pravzaprav družijo obiskovalce na vašem festivalu. Ja, vse skozi se trudimo obdržati tudi ta segment, torej predvsem športni. Tako je ostalo balinanje, nogometna tekma med predstavniki občine in ekipo Pres Pomurje, turnir v malem nogometu, potem v petek odbojka na mivki, pa kmečka olimpijada zadnjo nedeljo, kar je tudi že vseletna tradicija, skozi vseh 20 let se je odvijala, in senje, kjer se predstavljajo domači obrtniki in drugi. Pa seveda vsi klačimo, to je kolesarjenje za rekreativce in ljubitelje starodobnih koles. Temu smo letos dodali še nekako srečanje lastnikov koles Rog. Če smo že omenili letošnjo posebnost, to je, da ste povabili pravzaprav DJ-je na vaš festival. Naj poveva še tudi to, da letos vstopnine ni. Ja, letos vstopnine ni, tako smo se potrudili, da najdemo zadostno podporo, tako lokalno kot tudi širše v regiji in izven nje, tudi finančno podporo, in da omogočimo obiskovalkam in obiskovalcem zaradi tega jubileja, da v čim večjem številu obiščejo Pomurski poletni festival in jim tudi ta jubilejni ostane v lepem spominu. Sicer pa je vaša prireditev že dodobra zasidrana v turistični ponudbi Pomurja. Marsikdo pride v te kraje samo zato, da obišče kakšen dan na vašem festivalu. Res je, tudi kontaktirajo nas od vse povsod, tudi rezervacije v okoliških termah ali apartmajih pri lokalnih ponudnikih so potem temu primerne in se radi oglasijo ljudje od vse povsod, torej tudi pravzaprav iz Hrvaške in Avstrije. No, verjamem, da je pri vas te dni zelo napeto, zato vam želim predvsem srečen začetek Pomurskega poletnega festivala. Ja, hvala lepo za dobre želje. Menda se bo z avgustom in s Pomurskim poletnim festivalom zopet začelo poletje, tako da nam gre tudi vreme za enkratno roko.